Muzeji so pomembni deležniki v svojih lokalnih skupnostih, so inovativna igrišča, s svojimi zbirkami in programi pa povezujejo družbo in gradijo skupnosti. Geslo letošnjega 18. maja Mednarodnega dne muzejev je bilo Moč muzejev. Ob tej priložnosti so mnogi od njih brezplačno na stežaj odprli vrata. V muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka so muzejski dan obeležili s kar 3 dogodki. Z območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila, srečanjem bralnega kluba in novo ustvarjalno delavnico za otroke. Ti so najprej prisluhnili pravljici in nato uporabili spretne roke. V muzeju so me naprosili, da bi vodila ure pravljic za otroke iz naše občine. Seveda sem se temu vabilu najprej malo upirala, razmišljala, ali bi še znala kaj delati z otroki ali ne. Veselje mi je vlila še moja sodelavka, ki se bo tudi predstavila, to je Marta. Odločili sva se, da prevzameva to delo. Poudarek delavnice je na tem, da otroci spoznajo novo pravljico, jo poslušajo, o njej povedo svoje vtise, potem pa svojimi spretnimi rokicami ustvarjajo izdelke, ki si jih pač medve izmisliva na temo prebrane pravljice. K sodelovanju smo povabili otroke od 4 do 8 let in odziv je kar lep. Upam, da bo trajalo. Na prvem srečanju so prebirali pravljico o sovici Oki. Ugotovili smo, da je bila Oka zelo radovedna. Ta radovednost bi jo lahko stala tudi svojega življenja. Otroci so ugotovili, oziroma povedali, da so tudi oni zelo radovedni, vendar ne tako preveč pogumni, kot je bila pogumna Oka. Medtem so članice bralnega kluba z zanimanjem prisluhnile tokratnemu čtivu na temo čebel. Za to priložnost sem izbrala knjigo Zgodovina čebel. To je taka zanimiva knjiga, govori v bistvu o tem, kaj nas čaka, če bodo čebele izumrle. Bralni klub je prijetna popestritev v kraju. Namen bralnega kluba je branje dobrih knjig, izmenjava mnenj v knjigah, predvsem poslušanje in sprejemanje drugih mnenj. Namen je pa tudi to, da se skupaj zberemo dekleta, ki rada beremo in pač o tem končno spregovoriva še kakšno besedo. V sklopu muzejskega dne so v muzeju gostili še revijo Napev odsev, na kateri je nastopilo 7 skupin oziroma 70 ljudskih pevcev iz 4 občin. Stoji, stoji tam, lipica, prav lipa, lipa, zelena, od lipo je pa V Novem mestu vemo, da je svoj čas nastopilo tudi do 20 skupin ljudskih pevcev in godcev, letos pa samo 7. Mnoge skupine so začasno prenehale delovati, upam, da samo začasno. Naše sogovornice se, ko omenimo dan muzejev, strinjajo, da je ta ustanova za kraj bistvenega pomena. Jaz mislim, da je za vsak kraj muzej pomemben. In da prav v našem kraju je turizem kar zaživel, odkar imamo muzej. V muzeju se dogaja tudi veliko stvari, ne samo ogledov, tudi raznih delavnic in nastopov in prireditev. V našem kraju se mi zdi, da je to res taka prijetna ustanova, v kateri se pač zberemo tudi bralke bralnega kluba, lepa promocija kraja, pa tudi v bistvu čebelarstva in Toneta Pavčka ter Lojzeta Slaka. V Sloveniji je sicer v javnem razvidu vpisanih 56 muzejev.